Prisrčno pozdravljeni v 129. oddaji Aktualno na GFML. Ta mesec se je res veliko dogajalo. Poglejmo najprej, kje vse smo se potepali. Dijakinje drugega letnika predšolske vzgoje so imele strokovne ekskurzije v Celje. Ob prihodu v Celje so si najprej z vodičem ogledale mesto, kasneje so obiskale tudi muzej igrač Hermanov Brlog, ki je edini otroški muzej v Sloveniji, in si ogledale stalno razstavo Živeti v Celju. Predtem so obiskale tudi Tehnopark, ki spodbuja zanimanja za področja znanosti, naravoslovja in tehnike, ter je zasnovan v 3 platformah. Po končanih ogledih so se z vlakom vrnili proti domu. Dijaki 2. U so se 18. oktobra udeležili strokovne ekskurzije v Maribor, ki je letos zaradi organizacijskih razlogov namesto obiska SNG Maribor ponudila obisk alternativnega kulturnega prostora GT22. Tam so spoznali intimni oder, fotografsko temnico in fotografski muzej. Člani Zvitorepčevega lutkovnega paragledališča Maribor so jim za konec predstavili tudi kratki izsek predstave Butalci. Po krajšem premoru smo obiskali še regionalni RTV center Maribor, kjer smo si pod strokovnim vodstvom ogledali televizijski studio, režijo, montažo in radio SI. Ekskurzija Maribor je tudi letos dijakom omogočila širši vpogled v umetniško ustvarjanje in medijsko produkcijo. V slovenskem prostoru in tudi po svetu se lahko predšolska vzgoja izvaja v javnih in zasebnih vrtcih. Tako so se poleg javnih vrtcev pojavili tudi alternativni pristopi, ki temeljijo na različnih predšolskih konceptih. Med najbolj znanimi sta Montessori in Waldorfska pedagogika. S ciljem, da bi bolje spoznali te koncepte in jih primerjali z delovanjem javnih vrtcev, smo se odpravili na ogled teh 2 vrtcev v Maribor. Ogled obeh vrtcev nam je nudil dragocene vpoglede v raznolikost pristopov. Tradicionalno se kasaško leto v Ljutomeru zaključi za eno izmed dirk, kjer se bivši in sedanji dijaki naše šole pomerijo za zmago in s tem postanejo dobitniki prestižne nagrade kipca dr. Franca Miklošiča. Letošnjo 12. izvedbo je prepričljivo dobil dvojec Vito Šadl kot voznik in konj Daljo Ost, ki ga trenira Zvonko Osterc. Sledila sta jima Rene Hanžekovič in Janica Nushol, dijakinja 3. letnika. Kasaški klub Ljutomer je v letu 2024 obeležil tudi 150-letnico prvih kasaških dirk na Slovenskem, drugo leto pa bo obhajal 150-letnico obstoja, s čimer je drugi najstarejši kasaški klub v Evropi. In Vito Šadl prihaja takole do kipca za pokal gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. November na GFML je že 20. leto zaznamovan z Miklošičevimi dnevi. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je letos organizirala že 20. Miklošičeve dneve. Z dogodkom se vsako leto poklonimo spominu na enega največjih slovenskih jezikoslovcev in slovanskih filologov Francu Miklošiču, ki se je rodil 20. novembra 1813 v bližnjem Radomerščaku. Bogato dogajanje je letos nosilo naslov Jezik živi. Od 18. do 25. novembra so se zvrstili številni projektni dnevi, ekskurzije, delavnice, predavanja in pogovori, ki so bili namenjeni dijakom, nekateri pa tudi širši javnosti. Prva v nizu dogodkov je bila Beletrinina literarna delavnica, ki smo jo izvedli v sodelovanju z založbo Beletrina. Dijaki so dobili brezplačni dostop do izbrane e-knjige in sicer so prebirali znani Bazalkov roman Čarobna koža. Delavnica je temeljila na pogovoru o prebranem. Dijaki so izražali svoje mnenje, vtise, poustvarjali pripovedni tok, kritično vrednotili ter aktualizirali sporočila in še marsikaj. Tovrstna aktivnost je izjemen doprinos k spodbujanju branja med mladimi. Veseli smo, da smo na šoli ponovno gostili doktorico Mojco Komin Horvat, strokovnjakinjo, ki je predstavila Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Ljubljana, ki deluje v sklopu znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V svojem predavanju, poimenovanem Narečnica, se je posvetila zelo zanimivim in pomembnim temam, in sicer prekmurskemu narečju v govorih Radgonskega kota, ledinskim imenom pri Slovencih v uporabju in slovenskemu lingvističnemu atlasu. Ime delavnice oziroma predavanja je bilo Narečnica 2 in sem želela pravzaprav povedati čim več novosti
s katerimi se v zadnjih 5 letih ukvarjamo dialektologi na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Ampak po drugi strani sem pa videla, da moram najti neko zdravo mejo med tem, ker bi jaz želela povedati čisto vse, ampak hkrati povedati ne preveč. Toliko, da navdušim dijake, ne pa da jih zasičim z svojim navdušenjem nad tem delom. Iz Prlekije izvira tudi Edvard Kocbek, katerega 120-letnico rojstva praznujemo letos. V šolski knjižnici smo zato pripravili priložnostno razstavo o njegovem življenju in delu. Dijaki 4. letnika, ki jih čaka splošna matura, se bodo letos potopili v svet besed iz njegove zbirke novel Strah in pogum. Na slavnostnem odprtju razstave so sodelovali dijaki iz različnih razredov in programov. Včasih si želim, da bi nas popadla čudna in smešna bolezen in nas začela metati na tla. Valjali bi se od smeha, ne od bolečin. Godilo bi se nam kakor v starih japonskih igrah. Le tu pa tam vzdih in hropenje, nekje zadaj pa bi tulila neznana bitja iz daljnih planetov. In rajala, dajali bi nam tablete za zdravo življenje, dolgočasno in amatersko osvobojevanje človeka. In je konec svobode. Podložniki nikoli ne razumejo govorice in obnašanja svojih pravih gozdarjev. Pobarvaj me v rdeče, v globino srca, pobarvaj me v belo, čistega neba, tu je moč, moja moč. Blizu so zvezde in daleč tla, bodi z mano do konca na pomoč. Ni sonca na ročju morskih trav, tam živim tako narobe in prav pusti naj govorijo in pred sabo bežijo. Jaz vem, da svet ni raven, je strvi jugasti in vse zraven. Četrtkov dopoldan je bil namenjen projektnim dnem. Dijaki 1. letnika so spoznavali bogatstvo slovenskih narečij in se udeležili literarnega pogovora z Lidijo Kos. Tako so na odrskih deskah Ljutomerskega kulturnega doma zazvenele besede iz nove pesniške zbirke naše profesorice. V sproščenem literarnem pogovoru, ki ga je usmerjal Saša Pergar, so besede sogovornikov nanesle na avtoričino življenje in doživljanje sodobnega sveta, ustvarjanje poezije ter življenjske izzive. Pogovor o pesniški zbirki Dozorevanja je dopolnil bogat glasbeno-recitacijski program dijakov in naše profesorice. Avtorica je knjigo podarila tudi šolski knjižnici in povabila mlade bralce, da posežemo po njej. Čemu ljubiti? Ljubezen v vsakem primeru boli. Če ljubiš ali ne, če si ljubljen ali nisi. Čemu potem sploh ljubiti, ko pa veš, da boš nekega dne trpel? Čemu odpreti svoje srce, ko pa že na začetku veš, da bo prej ali slej zlomljeno na milijon koščkov? Pa vendar, kaj vse počnemo in kam vse smo pripravljeni iti za ljubezen? Ljubezen je gonilna sila, neustavljiva in mogočnejša od katerekoli druge. Dela čudeže in premika gore. Ljubezen nas dela pogumnejše in močnejše, ter obenem tudi krotkejše in ponižnejše. Zaradi nje včasih izgubimo glavo in se vedemo kot budci. Ljubezen je res nekaj izjemnega, je veličastna in sveta in zato je vselej vredno ljubiti. Že samo ta možnost, da imaš lahko nekoga rad, je nagrada sama po sebi. S tem, ko ljubiš, postaješ bolj izpopolnjen kot človek, dovzetnejši za tisto nevidno plat življenja, ki nas dela ranljivejše in s tem tudi bolj človeške. Brez ljubezni smo nič. In z njo kdaj pa kdaj tudi čisto vse. Pa čeprav morda samo za trenutek.
Dijaki drugega letnika so imeli naravoslovni dan, dijaki tretjega letnika splošne gimnazije pa so ob delavnicah družboslovnega projektnega dne, poimenovanega Migracije nekoč in danes, večkulturnost, prisluhnili še predavanju Navida Nazerja. Gre za iranskega begunca, ki že več let stanuje v Mariboru. Je akademsko izobražen filmski ustvarjalec in slikar. Tokrat se je že tretjič odzval povabilu in dijakom s pomočjo likovne zbirke Krik pod oceanom spregovoril o svoji poti begunca iz Irana do Slovenije. Pripovedoval je o usodah in položaju žensk v Iranu in drugih muslimanskih deželah. Slovenijo dojema kot svoj novi dom, kjer bolj kot vse ceni svobodo in čisto ter lepo naravo. V sklopu Miklošičevih dni se je odvil tudi zaključni dogodek projekta Panonske zgodbe. V Domu kulture Ljutomer so dijaki izbranih oddelkov spoznali delček projektnih aktivnosti, ki so jih predstavili projektni partnerji iz Hrvaške, Slovenije in Madžarske. Glavni cilj projekta Panonske zgodbe, ki se izvaja v letu 2024, je medijsko predstaviti primere uspešno izvedenih evropskih projektov in njihovih koristi za lokalno prebivalstvo na območju 3 sosednjih držav, Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Tako so si izbrani najprej ogledali gledališko predstavo Panonske zgodbe, ki so jo odigrali dijaki 3. U, režirala pa jo je Mateja Kokol. Na mladostno igriv in zabaven način so zložili kolaž prizorov, v katerih so prikazali, kako se soočajo z izzivi, vezanimi na vprašanji, kaj pomeni živeti znotraj EU ter kakšni so s tem povezanimi potenciali. Sledila je predstavitev ekonomske študije, strokovno analizo vseh dosedanjih gospodarskih koristi ter projektih čezmejnih regij. Dogodek se je zaključil s projekcijo kratkega dokumentarnega filma o najboljših primerih dobrih praks v vseh 3 državah. Film je nastajal tudi na GFML. Zelo smo veseli, ko na šoli gostimo bivše dijake, ki se s svojim delom izkažejo na svojem poklicnem področju. Tako se nam je pridružil še pred nekaj leti dijak umetniške gimnazije, sedaj pa že diplomirani filmski in televizijski režiser Matic Dominko. V predavanju Mladi ustvarjalci v sodobnem slovenskem filmskem prostoru nam je izjemno zanimivo, doživeto in konkretno predstavil praktično realizacijo audiovizualnih projektov, ki jih je podkrepil s primeri lastnega ustvarjanja na AGRFT. Za praktično realizacijo audiovizualnih del obstaja 5 korakov. Prvi korak oziroma 5 faz. Prva faza je razvojna faza, potem po razvojni fazi sledi predprodukcija, produkcija, postprodukcija in na koncu še distribucija oziroma prikazovanje. Šli bomo v vsako bolj podrobno, ampak to je nek oris, če se hočete na profesionalen način iti nek projekt, imate 5 faz. Miklošičevi dnevi so priložnost, da GFML-evci raziščemo številne kraje. Dijaki 1. letnika splošne gimnazije smo se odpravili v našo prestolnico. Na medpredmetno naravnani ekskurziji smo občudovali likovna dela, zbrana v obeh osrednjih nacionalnih galerijah, v Narodni in Moderni. Področje arhitekture smo spoznavali z obiskom Plečnikove hiše in Narodne univerzitetne knjižnice. Prav tako smo se sprehodili čez slavno Tromostovje. Pot nas je ponesla tudi po Miklošičevih stopinjah na Dunaj. Dijaki 2. letnika gimnazijskih programov smo najprej obiskali Miklošičev grob in nam položili venček, s katerim smo se poklonili spominu na tega velikega jezikoslovca. Nato je sledilo potepanje po dunajskih ulicah. Da Dunaj ni samo Plečnik, Cankar in Prešeren, je dokazala zanimiva razlaga vodnikov, kako pomembno je, da se preteklost ohranja in spoštuje, pa obisk naravoslovno-zgodovinskega muzeja in Dunajske dvorne knjižnice. Dijaki 4. letnikov splošne in umetniške gimnazije smo se v petek tik pred dnevom državnega praznika Rudolfa Maistra odpravili v Radgonski špital in Cmureški grad. V Gornji Radgoni smo z ogledom muzejske zbirke v špitalu in Aleje velikanov spoznali zgodovino mesta in pomembne domačine, ki so soustvarjali zgodovino mesta. Obiskali smo tudi muzej norosti, ki svojega domovanja v gradu Cmurek v vasi Trate ni našel po naključju. Miklošičeve dneve smo zaključili z obiskom slovenskega pisatelja Štefana Kardoša. Pogovor z naslovom Vse naše Amerike, ki ga je vodila profesorica Irena Štuhec, se je osredotočil na pisateljevo literarno ustvarjanje in razmišljanje o položaju slovenščine v porabju. Težko rečem, kaj se bo zgodilo, kako hitro bo ta asimilacija napredovala, vendar pa je to okolje za Slovenijo, predvsem pa za Prekmurščino, izjemno dragoceno.
Recimo prekmursko narečje se je pod vplivom knjižnega jezika zelo spremenilo v zadnjih 100 letih. In če greste v Porabje, slišite v bistvu narečje, ki se je govorilo tudi v Prekmurju na Goričkem pred 100 leti. In je razlika velika, seveda se mi razumemo, ker je to isto narečje, to je prekmursko narečje. So pa tam v porabskem narečju še danes ohranjene neke strukture jezika ali pa samo besedišče, ki je iz prekmurščine že izginilo. In po drugi strani je pa to področje zanimivo tudi etnološko in je v tem smislu nek tak dragulj za nas, za katerega bi bilo zares škoda, da bi, ne vem, izginil, se asimiliral ali kakorkoli. Bogastvo slovenskega jezika, ki ga je znanstveno opisal Miklošič v svoji primerjalni slovnici, je od Ljutomera do Dunaja zaživelo v vsej svoji polnosti. Od umetniškega do strokovnega jezika, od narečij do tujih jezikov, od pogovornega jezika in pa vse do zborne slovenščine. Letošnji jubilejni Miklošičevi dnevi so ponovno dokazali, kako bogat je svet literature, znanosti in umetnosti in s kako ustvarjalnimi ljudmi smo obkroženi. GFML-jevci smo veseli, da smo bili del tega dogajanja. Tudi zraven programa Miklošičevih dni so nas obiskali razni predavatelji. 21. oktobra smo v sodelovanju z ustanovo dr. Antona Trstenjaka izvedli pogovor z dijaki 3. letnika na temo demografskih izzivov domače regije in kako mladi vidijo svojo prihodnost v njej. Uvodoma je predsednik uprave ustanove Dušan Gerlovič predstavil glavne izzive, s katerimi se ukvarja severovzhodna Slovenija. To so nizka rodnost, staranje prebivalstva in odseljevanje mladih. Doktorska študentka gerontologije na Almi Mater Europej in bivša dijakinja GFML Urška Kunčič je predstavila svojo študijsko pot in prednosti življenja ter dela v regiji, od koder izvira. V nadaljevanju so dijaki predstavili še svoje razmišljanja na podlagi različnih izhodišč. Dijaki menijo, da znanje v naši regiji še vedno ni temeljna vrednota razvoja in prihodnosti, ampak še vedno prevladujejo konservativne vrednote, ki temeljijo na stereotipih o spolni delitvi družbenih vlog in socialnega položaja. Dijaki hkrati pričakujejo od države, kakor lokalnega okolja, da bo vlagala več sredstev v izobraževanje in znanost, ter da bodo tudi višje kvalificirani delavci imeli možnost zaposlitve in zato prejeli konkurenčno plačo. Novembra 2024 je bilo za dijake prvih letnikov izvedeno predavanje o epilepsiji. Predavanje je izvedla Dominika Pihler-Novak, doktor medicine, specialistka nevrologije, ki je zaposlena v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Tako dijakom, pozneje pa še učiteljskemu zboru gimnazije povedala več o sami bolezni. Pojasnila je vzroke za nastanek bolezni, o sprožilcih epileptičnega napada. Največ besed je bilo namenjenih o prvi pomoči osebi, ki doživlja epileptični napad. Zelo pomembno je, da se o epilepsiji čim več pogovarjamo in s tem razbijamo mite ter predsodke o tej bolezni. Teden brez igrač v vrtcu, delo z otroki s posebnimi potrebami, glasbene dejavnosti v vrtcu, igre za predšolske otroke v gozdu, Montessori pedagogika, svetovalno delo v vrtcu, gibanje v vrtcu in pričakovanja vrtcev od dijakov na praktičnem usposabljanju so vsebine, ki so jih dijaki 3. letnika programa Predšolska vzgoja poslušali v okviru modula Otroci v vrtcu. Izvedli smo ga v obliki projektnih dni in tako popestrili pouk z delavnicami, ki so jih vodili različni strokovni delavci, ki so povezani s področjem predšolske vzgoje. Tovrstno sodelovanje strokovnih delavcev je dijakom omogočilo celovit pogled v izzive in možnosti, ki jih prinaša delo vzgojitelja, in ponudilo priložnost, da se poglobijo v raznolike vidike predšolske vzgoje in pridobljene praktične izkušnje uporabijo že na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. Četrtkove novembrske govorilne ure smo popestrili s posebno gostjo gospo Sabino Košmrl-Kavčič, učiteljico, mamo in predvsem srčno predavateljico. Učiteljem in staršem je spregovorila na temo, kako postati še bolj srčen vodja družine in poslušalce popeljala do samorefleksije o lastnem starševstvu in dojemanju sebe.
Spodbudne besede predavateljice so prisotne opogumile v njihovej življenjsko najpomembnejši vlogi ustvarjanju podpornega, ljubečega in trdnega okolja za razvoj mladostnikov, zrele in odgovorne posameznike. Če vam nagaja laktoza v mleku, morda najdete rešitev v tokratnih minutah za raziskovanje. Laktozna intoleranca je motnja, pri kateri telo odraslega človeka ne proizvede zadostne količine encima laktaze, ki je potreben za razgradnjo laktoze, to je pa sladkor, ki je prisoten v mlečnih izdelkih. Zasledila sva, da je laktoza prisotna v mnogo zdravilih kot pomožna snov, zato sva si zadala najti nadomestilo laktozi kot pomožni snovi za izboljšanje varnosti in kakovosti teh zdravil. Postavila sva 4 hipoteze. Zanimalo naju je, ali je laktoza res pogosto prisotna v zdravilih za peroralno uporabo v humani medicini, ali so ljudje z laktozno intoleranco ozaveščeni o prisotnosti laktoze v zdravilih strani farmacevtov in zdravnikov, ter ali so pretočne lastnosti zmesi z drugimi sladili primerljive s pretočnimi lastnostmi zmesi z laktozo in ali je čas razpadnosti tablet z drugimi sladili primerljiv s časom razpadnosti tablet, ki so iz zmesi z laktozo. Za začetek sva zbrala podatke o vseh zdravilih, ki so na trgu v Sloveniji in vsebujejo laktozo kot pomožno snov, ter preverila, v katerih terapevtskih skupinah se laktoza največkrat pojavlja. Potem sva izdelala anketo, v kateri sva želela preveriti ozaveščanje ljudi z laktozno intoleranco o prisotnosti laktoze kot pomožni snovi v zdravilih in o morebitnih neželenih učinkih, s katerimi se soočajo. V nadaljevanju sva zaradi potencialnih slabih učinkov, ki jih ima lahko laktoza v zdravilih, želela najti najbolj primerno nadomestitev za laktozo v zdravilih. Najprej sva želela ugotoviti pretočne lastnosti zmesi, kjer sva laktozo zamenjala z sladili, z ksilitolom, manitolom, sorbitolom in izomaltom. Za oceno pretočnih lastnosti sva izmerila nasipni kot in pretočni čas zmesi, potem pa sva še izračunala Karov indeks ter Hausnerjevo razmerje. Potem pa sva še iz zmesi tabletirala 400 mg tablete, pri katerih sva izmerila čas razpadnosti, krušljivost in trdnost. Potrdila so prve 3 hipoteze. Vsebnost laktoze v zdravilih na farmacevtskem trgu v Sloveniji so zasledila v kar 64% vseh pregledanih zdravil. Na podlagi anketnih odgovorov pa so ugotovila, da so ljudje preslabo ozaveščeni o prisotnosti laktoze v zdravilih. Na podlagi rezultatov eksperimentalnega dela pa so ugotovila, da je najoptimalnejša alternativa laktozi kot pomožni snovi v zdravilih sorbitol, saj ima primerljive pretočne lastnosti z laktozo. Četrto hipotezo sva lahko potrdila le deloma. V skladu z Evropsko farmakopejo so vse tablete razpadle v manj kot 15 minutah, kar je pozitiven rezultat. Nismo pa popolnoma dosegli časa razpadnosti, kakršnega smo pri tabletah z laktozo, recimo te so razpadle v manj kot minuti, preostale tablete pa so razpadle od 5 pa do 9 minut. Raziskave v farmacevtski industriji je potrebno usmeriti k izboljšanju formulacij tablet z temi sladili, da bi se še bolj lahko približali lastnostim tablet z laktozo. Podobno, kakor smo to storili z dodatkom razkrajevala acetidisol pri zmesi z sorbitolom. Laktozo bi lahko torej nadomestili z obravnavanimi sladili. Ker pa je zaenkrat laktoza še prisotna v večini zdravil, sva v ta namen naredila še nekaj logotipov, ki bi lahko ljudi z laktozno intoleranco obveščali o prisotnosti laktoze v zdravilih. In za konec še zadnji delček podcasta GFML-jevci z Mojco Kunin-Horvat. Jaz sem vedno tako rada hodila v to šolo. Vedno sem se tako veselila vsega novega, kar se bom naučila. V redu, testi so tudi meni povzročali stres ali pa skrbi, ampak enostavno sem si vsakič uspela narediti nek tak načrt, ki sem se ga potem držala. Naprimer, spomnim se testa pri biologiji, ko je bilo precej strani potrebnih za predelati za en test.
In sem si rekla, ok, poglej, koliko dni imaš na voljo, da se to naučiš. In sem preštela število dni in sem preštela število strani v učbeniku in razdelila in sem si enostavno naredila načrt, toliko število strani na dan in jaz bom to znala. To je bila ena stvar. Druga stvar, ki se je spomnim, je bila ta, da sem si vedno vsak prvi teden novega šolskega leta naredila načrt, kakšne naj bi bile moje zaključne ocene ob koncu šolskega leta in tisto mojo redovalnico zalepila v svojo peresnico in dejansko pač vsakeč, ko sem tako kovinsko peresnico sem imela, vsakeč, ko sem tisto odprla, sem videla, ali se svojemu cilju približujem ali oddaljujem. Tako da to so recimo taki moji uspešni načini. Ja. No, ok, pa bom res zdaj po domače povedala. Ja, za to mojo prekmurščino enostavno moram povedati, ko je totalno moja, čista moja. In čiščen, kaj povedate, tisto najbolje pristno, tisto najbolje globoko resen, čujten, vidim, ko mi najboljše grata v prekmurščine. Tako, ne vem, največje bogatstvo toga narečja je to, ko se lejko najbolje iskreno in najbolje široko in globoko izrazim v tom. S tem zaključujemo tokratno oddajo. Se vidimo naslednji mesec.